Bolivijski zdravniki in drugi zdravstveni delavci protestirajo že drugi mesec. Tokrat je do spopada prišlo v bolivijski deželi Santa Cruz. Trenutno še ni znano, koliko ljudi je bilo ranjenih ali aretiranih. Posnetki kažejo, da so bili številni protestniki nasilno pregnani. Zdravniki protestirajo proti zakonu, ki je zaostril kazni za zdravstvene delavce v primeru, da so pacientom povzročili telesne poškodbe. Če so spoznani za krive, jih čaka 9 let zaporne kazni, odvzem poklicnega naziva in zaplemba vsega premoženja. Zaradi protestov so zaprte vse lokalne bolnišnice z izjemo urgence. Protest pa je le del večjega nasprotovanja vladajoči oblasti v Boliviji. Severni in vzhodni del Kitajske je zajela gosta megla, ki v številnih mestih povzroča slabšo vidljivost in motnje v prometu. V Pekingu se je megla pojavila ob jutranji prometni konici. Na srečo promet ni bil tako gost, saj so se vozniki zaradi slabe vidljivosti že vnaprej raje odločili za javni prevoz. Z meglo pa so padle tudi temperature. Kombinacija nizkih temperatur in visoke vlage je povzročila zmrzal na številnih vetrobranskih steklih avtomobilov. V južnem delu Pekinga je bila megla tako gosta, da je lokalni meteorološki urad izdal vremenski alarm. Zaprli so številne hitre ceste, policisti pa so opozarjali voznike, naj bodo na cestah še posebej previdni. Megla je v tančico zavila tudi v srednji in južni del province Hebei. Meteorološka agencija je okoli 7 ure zjutraj izdala rumeni alarm za meglo. V nekaterih večjih mestih province je vidljivost padla na manj kot 500 metrov. V vzhodni provinci Šandong pa je bila megla še gostejša z vidljivostjo manj kot 100 metrov. Podobno stanje je bilo tudi v vzhodni provinci Anhui, kjer so izdali oranžni alarm za meglo in rumeni alarm za onesnaženost zraka. 1. januarja bodo v Dubaju slavnostno otvorili novo znamenitost. Zgradba Dubai Frame, okvir Dubaja, bo obiskovalcem omogočila 360-stopinjski pogled na mesto. 150 metrov visoka in 93 metrov široka zgradba se bohoti v parku Zabil. Njena gradnja pa je stala približno 68 milijonov ameriških dolarjev. Okvir sestavljata 2 stolpa, 93 metrov dolg most in vzporedno z njim ležeča konstrukcija na tleh. S to izjemno arhitekturo so želeli združiti stari in novi del Dubaja. Turisti bodo namreč na eni strani lahko videli blaginjo modernega Dubaja, na drugi pa zgodovino starega mesta. V stavbi se prav tako nahaja muzej, v katerem si lahko obiskovalci ogledajo razvoj mesta skozi čas ter bodočo metropolo, h kateri stremijo. V pričakovanju palestinskih protestov zaradi Trumpovega priznanja Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela so obzori zunaj mesta že razporedili izraelske policiste. V minulih petkih so palestinske frakcije pozivale ljudi k jeznemu protestu, ki se je prelevil v nasilje. V spopadih z izraelskimi varnostnimi silami je bilo ubitih 10 Palestincev, številni so bili ranjeni. Palestince jezi Trumpova odločitev in s tem kršitev dogovora, da se bo o statusu Jeruzalema odločalo na podlagi pogajanj. Izraelci imajo Jeruzalem za svojo večno in nedeljivo prestolnico. Palestinci pa želijo, da bi bila prestolnica neodvisne palestinske države v vzhodnem delu mesta, ki so ga Izraelci zavzeli leta 1967 in ga priključili svoji državi. Na Kitajskem so za promet odprli najširši most preko reke Jangtze. Most z 8 voznimi pasovi je že 9, ki so ga v mestu Wuhan speljali preko najdaljše kitajske reke. 8,6 km dolg in 46 metrov širok most bo za tovornjake služil kot glavna cesta za prečkanje reke. Pri gradnji mostu so uporabili betonsko jeklo v obliki črke U in prvič uporabili tudi tehnologijo notranjega varjenja.